Kolumbija je pravkar se zapisala v zgodovino. Postala je prva država v Latinski Ameriki, ki je uradno prepovedala pohabljanje ženskih spolovil. Zakon je bil prejšnji teden v kolumbijskem kongresu sprejet soglasno, kar je prelomni trenutek, ki ga niso spodbudili zunanji pritiski, temveč ženske iz skupnosti, kjer se ta praksa izvaja. V Kolumbiji FGM se izvaja predvsem v skupnosti staroselcev Embera. In prav ženske iz skupnosti Embera so vodile kampanjo za njeno ukinitev. Ena od aktivistk, katere lastna hči je bila podvržena postopku pri komaj 6 mesecih, je več let borila za ta zakon. Potem, ko je opazovala dekleta v svoji skupnosti, ki so umrla zaradi tega, kar so starešine imenovali bolezen prednikov, smrti, za katere zdaj verjame, da so bile posledica zapletov zaradi pohabljanja ženskih spolovil. Med letoma 2020 in letos je bilo v Kolumbiji uradno prijavljenih 240 primerov, vendar verjamejo, da so te številke le vrh ledene gore. Z nami pa je zdaj dr. Comfort Momo, strokovnjakinja za pohabljanje ženskih spolovil, prejemnica reda MBE in specialistka za javno zdravje, ki je desetletja delala na tem področju po vsem svetu. Torej, Comfort, kako pomembna bi po vašem mnenju dejansko bila kolumbijska prepoved? Dober večer in hvala, da ste me povabili. To je zelo, zelo pomembno. To je prva, kot ste pravilno povedali, prva v vsej Latinski Ameriki, ki je sprejela posebno in celovito zakonodajo, ki prepoveduje FGM. To je prelomnica in vsi to pozdravljamo. In najprej naj povem, zahvala aktivistkam, preživelim, vladi in vsem ljudem, ki so neutrudno delali, da so dosegli to prepoved. Zelo pomembno. Prav, veste, zakon je seveda eno, ampak uveljavljanje zakona v tesno povezanih, oddaljenih avtohtonih skupnostih, kjer je to zelo skrivnostno, je povsem nekaj drugega. Kako torej dejansko uvedete takšno prepoved v tem kontekstu, ne da bi pri tem uničili zaupanje, ki je prav tako potrebno za zaščito teh deklet? Ja, lahko rečem, da je zaupanje, kot ste rekli, zelo pomembno. Tukaj v Združenem kraljestvu delamo že več kot 40 let. Ozaveščamo ljudi. Mislim, da je ozaveščanje zelo ključno in zelo pomembno. Prva stvar je sodelovanje z skupnostjo. Zaupanje je zelo ključno, zelo pomembno. Sodelovanje s skupnostjo in pustiti, da skupnost prevzame pobudo. Zelo ključno in zelo pomembno je, da pobudo prevzamejo preživele. In s tem moramo ozaveščati strokovnjake, ozaveščati v šolah, med ekipami za zaščito in tudi med voditelji. Veste, aktivistka, ki je dejansko vodila to kampanjo, prihaja iz skupnosti Embera. In to je pomembno, ker pravzaprav vsak strokovnjak na tem področju pravi, da mora sprememba priti iz samih notranjosti, skupnosti, namesto da se vsiljuje od zunaj. Torej, ali zgodba Kolumbije ponuja, lahko rečemo, ponovljiv model za druge države, kjer izvajajo pohabljanje ženskih spolovil? Zelo pomembno, ja, res je, ne? Kar mi je všeč pri zakonu v Kolumbiji, je to, da ni kaznovalen. Kaznovanja ni. Ni vključujoč v primerjavi z drugimi državami. Naprimer, v Združenem kraljestvu očitno je to kaznivo in vse to. Ampak prvi korak je ozaveščanje, kot sem rekla, sodelovanje z skupnostjo, pridobiti njihovo zaupanje, na to pa moramo preizkusiti zakon. Pomembno je preizkusiti zakon. In kot ste pravilno rekli, govorimo o skupnosti Embera, ki živi na podeželju, na zelo oddaljenem območju. Kako mi dosežemo to skupnost? Kako lahko tesno sodelujemo z njimi, da spremenimo odnos in miselnost? Svetovna zdravstvena organizacija pravi, da je 230 milijonov deklet in žensk, ki danes živijo, prestalo žensko genitalno pohabljanje. In številke naraščajo, ne padajo. Kako to razložite? Kot sem rekla, sem na tem področju delala več kot 40 let. Obstajajo fantastični modeli, na katerih delamo. Ampak druge stvari, na katere moramo biti pozorni, so doseganje skupnosti, doseganje podeželskih območij, kar je zelo ključno in zelo pomembno. In druga težava, na katero se pritožuje veliko preživelih in skupnosti, je financiranje. Obstaja veliko modelov in veliko dejavnosti, ki jih ljudje želijo izvajati na podeželju, v gorah, v vaseh. Vendar primanjkuje financiranja, primanjkuje podpore strani vlade. V redu. Rada bi se ti zelo zahvalila, Comfort, da si se nam pridružila.
Zelo zanimivo je bilo slišati tvoje mnenje o tem. Očitno je to spodbuden korak naprej, ta prepoved v Kolumbiji. Vendar je žal še veliko dela pred nami. Ja, res je. Vsi to pozdravljamo in najlepša hvala, da ste o tem poročali. Hvala.